20 let delovanja, 350 tisoč neposrednih uporabnikov, prek 345 milijonov evrov, razdeljenih med 120 invalidskih in humanitarnih organizacij. To je le nekaj prepričljive statistike Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki že 2 desetletji uspešno podpira delovanje socialne države in predvsem zagotavlja neodvisno delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. Predstavnikom države smo želeli pokazati tudi z to prireditvijo, ki je bila v drugem predvirju, kaj FIHO danes financira, katere so tiste organizacije, kateri so tisti neposredni uporabniki, ki imajo korist iz sredstev fundacije. Vemo, zavedamo pa se, da FIHO sredstva so pomemben del našega proračuna in ne znamo si zamisliti, da brez teh sredstev nikakor ne bi mogli biti in enostavno ne bi mogli funkcionirati. Za Rdeči križ Slovenije je dejavnost fundacije FIHO, invalidskih humanitarnih organizacij, izrednega pomena. Zato je seveda smo v Rdečem križu Slovenije zelo zainteresirani, da imamo dejansko fundacijo FIHO in se bomo z vsemi močmi borili, da bo tudi v prihodnjem obdobju fundacija delovala. Če bi se slučajno v kakšen, pa v to si ne upam pomisliti, da bi šlo v kakšen integralni proračun ali bilo kam ta sredstva, ki jih zdaj fundacija namenja izvajanju posebnih socialnih programov, bi pri nas najtežjih poškodovancev bili okrnjeni s programi. Prepričan sem, da je tudi država z tega vidika ima pomembno vlogo, da ohrani ta sredstva in ta odstopljena javna sredstva še naprej daje v upravljanje invalidskim in predstavnikom invalidskih in humanitarnih organizacij, kajti le uporabniki dobro vemo, kaj je za nas najboljše. V Cankarjevem domu smo slišali vladna zagotovila, da se stabilen vir financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij prek fundacije FIHO ne bo zrušil. Kljub vsem vzponom in padcem v preteklosti lahko danes ugotovimo, da je svojo nalogo opravila in da jo opravlja z odliko. In tako bo tudi v prihodnje. Namreč financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij mora vedno biti urejeno sistemsko, sicer ni rednega prihodka in potem iz leta v leto ne vemo, kako bomo zadevali. Ustanovitev fundacije pred 20 leti se je izkazala kot pravilna pot. Pot, ki omogoča sistematično financiranje humanitarnih in drugih organizacij, ki jih je potrebno financirati, ker pomagajo ljudem, ki jim je težko. Sam si želim, da pridemo v neki čas, ko ne bomo govorili, kako zadostiti minimalnim zahtevam, ampak da pridemo v čas, ko bomo vsi govorili, da je vsakomu potrebno zagotoviti dostojno življenje. In pomembno vlogo tudi naprej pri tem našem projektu, ki mora biti skupni družbeni projekt, katerega vsi verjamem, da bo tudi naslednjih 20 let imela fundacija FIHO. Predstavniki nevladnega sektorja so vladne predstavnike med drugim opozorili, da obstoječi pravni okvir delovanja fundacije, to je zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, iz leta 1996 potrebuje posodobitev. Tukaj se je treba zavedati, da 70% prihodkov fundacije predstavljajo koncesijske dajatve Loterije Slovenije. Na tem mestu bi mogoče opozoril na zakon o davku na srečko, ki je bil sprejet v letu 2013, ki je dejansko
v precejšnji meri zmanjšal sredstva fundacije. Ocenjuje se nekje, da je zaradi tega davka, ki je bil uveden kot protikrizni davek leto 2013, sredstev v fundaciji iz naslova koncesijskih dajatev približno za 2 milijona evrov manj. Moj cilj je zagotoviti fundaciji dodatna sredstva, tako da bodo lahko vsi naši uporabniki programov lahko normalno izvajali svoje osnovno poslanstvo, to je izvajanje programov, dejavnosti in pa naložb invalidskih in humanitarnih organizacij. Nenazadnje, obstoj neodvisnega vira financiranja zagotavlja tudi avtonomijo slovenskega invalidskega sektorja, kar je poleg Španije edinstvena rešitev v Evropski uniji in jo je treba ohraniti. Obstoj fundacije FIHO in možnost vpliva uporabnikov na pripravo meril in na razporejanje sredstev je pomembno zato, ker omogoča uporabnikom teh samih programov, da vplivajo na to, kakšni ti programi so in po kakšnih kriterijah se razporejajo sredstva FIHO. S tem torej so programi prilagojeni njihovim potrebam. Uresničuje se načelo nič o invalidih brez invalidov in hkrati pa s tem samim sistemom prihaja do opolnomočenja velikega števila invalidov, ki bi bili sicer marginalizirani in izključeni.